Ampak, doktor Saša Babec, ste bili vzgojeni v tem smislu, da znanja ti pa nihče ne more vzeti? Je bil to ta vaš drill, ta vaša motivacija, da danes v vašem življenjepisu piše, da ste doktor iz biotehnologije, magister biokemije in molekularne biologije? Težke znanosti. Pa jaz bom pa rekel, da nikoli mi ni bilo tega, da bi res skrepil v znanju kot znanju, pa so mi te stvari zmeraj zanimive. In jaz sem rekel tak, po naravi, da me ena stvar zanima, pol sem kar ostane na njej vztrajati in jo kar vleč naprej in tako. Ko so bili te študiji, sej moram reči, nikoli nisem zares občutka, da sem študiral. Jaz sem zmeraj občutek, da to pa še ena taka igra, nekaj tako prihaja, bral sem kar pravalce, za zgodbe, ne vem, tudi ta kemija in biokemija, vse skupaj so mi bile nekako zmeraj neke slikce, zmeraj to prihajalo v nekih slikcah, zmeraj sem nekako to videl, kako to izgleda in tako ali pa neko svojo vizijo z tega spostavljanja, pa to lahko tako. Rekel sem, da lahko skosno. Tako da nisem okoli občutka, da se res učim. Da zmeraj tako. To pa ostane z mano. Tisto, kar pač preberem ali pa to. In se ponavadi tudi stvari primejo zelo hitro. Jaz ne vem, enkrat preberem knjigo, pa več sem vedel, kaj je noter, oziroma tudi sem srečen s tem, da sem precej fotografskega spomina, tako da sem znal, ko sem se mogel učiti, skoraj vedeti, kje odgovor na vprašanje leži na strani, brez da bi ga kaj zelo odvodilo. Tako da, pa vem. Ampak to knjigo od Martina Kojca ali pa Obed Campton in od vaše kolegice Saše Božič pa prebirate znova in so vaše zveste sopotnice. Zakaj? Res je, te knjige nekako z mano potujejo, so skozi moji poslovni torbi noter. In tako se mi zdi, da, ko rekel, vidim to, da na stvari v različnih situacijah, ampak se različno počutim, drugače reagiram. In v bistvu je to mogoče ena stvar, ker vse te knjige nekako učijo, da probaš stran, da vse ta conditioning, ki si ga imel, se pravi vse to, kar je nekako družba na nas prenesla, kar smo od staršev pobrali, vsega skupaj, ali pa in probaš res nekako živeti v tem trenutku in dojemati stvari v tem trenutku in tudi reagirati to, kar v tem trenutku čutiš, da je prav. Ne? In pa včasih seveda se pojavijo vprašanja, ali pa se začne spraševati, kaj sploh sem jaz, na kaj sploh reagiram, je to zdaj moje, ni moje in tako naprej. In te knjige so vse nekako, bom rekel, bolj namenjene temu iskanju samega sebe ali pa tega in je to. In rekel, prej, dokler sem bil znanost, to je bilo lažje, dokler si bil znanost, da so bile stvari egzaktne. Tam sem lahko stvari zelo enostavno zagrabil, jih postavil nek sistem, nek model in rekel, to je zdaj tako in je bilo vedno tako. Tukaj pa vidim, da samo življenje včasih ni tako, da se včasih zvečer spati super dobro počutiš, zjutraj pa se zbudiš pa v čisti drami, pa zakaj pa zdaj to, kaj se je pa spremenilo, se sem sam spal, jaz pa še dobro spanje je bil, pa še meni zbudil pa nič. Včasih pa te knjige tako zelo prav pridejo. Ne? In še te knjige pokažejo, kako se stvar zelo fluidno spreminja, ker en stavek v knjigi, ki je napisan, natisnjen, beremo danes popolnoma drugače, kot ga bomo morda čez nekaj ur ali nekaj dni. Sigurno, ja. In to je za meni lepota teh knjig, je ta, da vsakič jih nekako drugače preberem. Ne? Recimo tudi sploh tale knjiga, tale One World, One Family, je toliko plastna, to je pač rezultat, ko rekel, enega projekta, ki smo skupaj s Sašo Božič delali v okviru Living with a Green Heart, tak social sustainability projekt. Potvala okrog in probala najdeti zgodbo, kaj nam lahko ancient, se pravi, plemena, ki še živijo na star način, povejo glede našega dobrega občutja, well-beinga, bi rekel temu, pa odnosa do okolja, narave, ne. In pač vsak je pač neko svojo osnovno zgodbo prinesel, ne. Na koncu vidiš, ne glede na to, v kakšnih različnih okoljih so živeli, kako so različne vse skupaj, spočila se bo zveri ena in ista, ne. So bila iti v zgodbo tega, povezana si s samim sabo, povezana si z naravo, najdeti svoj mesto, kam pašeš v družbi in pač tam dati maksimalno zgodbo v svojem tribu, ne. In pa ta wisdom of elders, ne. Se pravi, spoštovanje tega, da sicer je super znanje kot tako je vse lahko vidimo z Wikipedije, Google, vse skupaj, ampak to spremeniti v tisto modrost, ne. To pa pride z izkušnjami, to pa tisto, kar recimo v teh
plemenih to prenašajo pač te staroste naprej in je to tisto, kar nekako gre iz generacijo v generacijo. Ne. In mladi srkajo njihovo znanje in ga tudi spoštujejo in jemljajo zares. V zahodni družbi je ta kult mladosti bolj, bi rekla, modern, recimo, ali pomembnejši. Ja, pa ne sigurno, zdaj bom rekel, lepše zgleda, ker nekdo se postavil, zdaj sploh v tem času obdobju teh socialnih medijev, ne. Lahko ogromno enih lažnih identitet zgradiš. Vse je skozi filter. Ja, ampak je vse tudi zelo na povrh. Ne. Ja. Ne vem, kaj recimo ti knjigo bereš počasih, ko prebereš najprej na povrh, pa zgleda to nekaj samo tako, to je pač ena floskula, ne. Pa potem, ko pač bolj poglobljen prebereš zgodbo, kaj je nekaj teh, vidiš eno tisto modrost življenja, ne. In isto je recimo, ne vem, v Martinu Kovicu, ne. Lahko samo na povrh prebereš, pa mu rečeš, pa se v bistvu to je kar nekaj. Ja. Potem se pa za tavo tako prkljuva, ne. In recimo, ena stvar, ki greš čez tale, da Sašin priročnik na poti k sebi, oziroma Note to Self, ne. Včasih je samo vprašanje, pa ta vprašanje pa kar ostane s tabo in te pa kljuva in enkrat pa nekaj najdeš, ne. In je to meni tako, zelo zanimivo, zato te knjige se mi zdi, da kakorkoli sem že, ne glede na to, koliko sem jih že prebral, ne, vedno nekaj novega prinesejo. Dr. Saša Bavec, ste začutili prostor medijske hiše Delo, studija, kjer snemamo podcast, ki sem ga poimenovala Supermoč? Prostor čutim. Lahko začneva, tako bom rekla, bolj uradno, namreč zdaj sva imela kot nekakšen izven eterski klepet, ampak zdaj pa začneva. Spoštovani poslušalci in gledalci Supermoči, podcasta, ki sem ga poimenovala Supermoč, z menoj v studiu medijske hiše Delo je dr. Saša Bavec. Izjemno zanimiv človek, ki se podpisuje, bomo videli, kaj ga pravzaprav determinira. Ali študij, njegov doktorat, ali poslovna pot, ali morda neki poslovni ali zasebni uvidi, ki so mu prinesli osebno poslovno transformacijo, takšno transformacijo, da pravzaprav danes navdihuje ne samo voditelje, menedžerje, ampak nasplošno vse ljudi, ki mu pridejo nasproti. Dr. Saša Bavec je v uvodoma, ko sva se takole malce dopisovala, najprej napisal, kdaj je rojen in da je ognjeno znamenje oven. Ampak če začneva. Dobrodošli in lepo pozdravljeni v studiu medijske hiše Delo. Kako ste se danes pravzaprav začeli pripravljati na dan? Vem, da vas jutri čaka spet zahtevna pot v Dubaj. Je bilo jutro prijetno ali tako nervozno, deževno, polno pločevine na cestah? Moram reči, da sem nekako si predstavljal, da bom prišel sem na tale razgovor ali pa na tale snemanje po sončku, tam peš iz Kozolca do sem. Tako da to je bilo malo drugače, ampak to je tako. Občutek je pa še zmeri isti. No. Sonca ni bilo, pa pločevine, pa dežja kar nekaj, ampak je bilo čisto prijeten občutek, predvsem z veseljem. Hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Povedala sem, da odhajate jutri v Dubaj. Pravzaprav veliko dni v letu ste na poti, ampak če se osredotočiva na začetku na Dubaj, to je destinacija fascinantnega razvoja, dosežkov in tja letite iz Slovenije, iz Evrope, ki danes namreč sem prebrala v časopisu neko izjavo, ne zna inovirati. To je bil en tak headline. Torej, moje vprašanje na začetku je, kaj vi menite, Evropi primanjkuje kreativnega razmišljanja ali ta stavek odseva rigidnost izobraževalnega sistema ali preprosto spanja na lovorikah? Res ne zna Evropa inovirati? Jaz mislim, da Evropa zna inovirati, zato ker so zmeri se ljudje in ljudje so po naravi inovativni. Je pa res, da smo se pač v Evropi mogoče navadili eno stvar, da poskušamo vse spraviti v neke predalčke in vse stvari spraviti v neka pravila, zato da bo lažje to funkcionirali. Res, da ni lahko vseh teh 20-30 kultur, ki so popolnoma različni, nekako držati v nekem istem momentu in da se gibajo v isto smer. Ne? Ampak jaz mislim, da je ena stvar, ki smo začeli to, da smo overregulated, ne? In na ta način
včasih izgubimo smisel. Ne? Zdaj bom rekel ena stvar, ki meni osebno doskrat razjezi, je ta ESG reporting, ki je bil zdaj toliko velikih zgodbe okrog tega, ne? Ker je stvar izgubila smisel. Namen trajnosti je bilo predvsem nekaj drugega. Če pogledamo mi zdaj danes zares, kaj beseda sustainability pomeni, to sustain, se pravi ustvariti nekaj, kar lahko traja in kar lahko gre naprej, kar je in nima v osnovi nobene veze samo z okoljevarstveništvom, kot je danes. Ne. V bistvu smo pa to spremenili v izključno samoporočanje, se pravi, naredimo kljubice, zaključimo in gremo dalje. Recimo, in tukaj je bila ena taka stvar, ki se tudi vekla skozi zadnjih mojih 5 let življenja in stvari, ki smo delali, da ta regulativ, ko se enkrat spustimo v to in življenje ali pa vse skupaj damo samo poskušamo do te škatlice in probamo potem živeti, potem s tem vzamemo prostor za inovativnost. In se mi zdi, da tukaj je Evropa to naredila, ne? In vse poskuša toliko in toliko regulirati, da nekako ta del pade stran. Ne? Plus to, da smo zelo, tradicionalisti, ogromno ene te zgodovinskih stvari se enostavno nočemo. Mi to tako delamo, mi to vedno tako delamo in tega ne damo stran. Ne? Kar se pa tega tiče, pa Dubaj definitivno precej bolj prost. Ne? Oni so spremenili svoj način življenja, po eni strani držijo tisto, kar je osnova, na drugi strani pa se je to ena fascinantnost meni tega Dubaja, ogromno občutek svobode, ne? Pa zdaj pa bi rekli, ja ne, svobode ni, mogoče ni svobode govora, ampak je pa vsa druga svoboda, ki pride s tem, ne? Tam spodbujajo, tam v principu lahko uspeš, če si drugačen, ne? Če si isti, samo eden od vseh ostalih, pač ja, sej super, si lahko tam, ampak ko bi rekel, si plačam to, kot za to zaslužiš, kar pa ni nič pretresljivega. In v Dubaju odhajate pod blagovno znamko Knauf Isolation? Ne, jaz sem v Knauf Isolation v principu nehal delati z lanskim julijem. Jaz sem pač nekako enkrat ta razkorak rato prevelik med tem, kaj jaz čutim, da jaz sem, pa kaj bi želel v življenju delati, na kakšen način, med tem pač kar podjetje je, pa nič narobe, podjetje je super. Ne gre s podjetjem zareči, ampak pač enostavno ni bilo več tega nekakega alignmenta in uskladitve. Ne, v Dubaju v bistvu odhajam, en del stvari še zaključujem za Knauf, tu sem pa pač čisto iščem svoje druge priložnosti, drugače pa nekako v tem času od tega Dubaja sem se puščava je tista, ki me fascinira, tisti puščavi najdeš svoj mir, puščava je tako, kot eni pravi morje, puščava je po mojem podobna zgodba tudi za to, tako da to mi je ena taka stvar. Tako da tam najdem en tak navdih. Ne. Drugače sicer se poslovnega vidika, da z tega Dubaja nisem okoli videl kot reke res neke velike, mislim. Dubaj je definitivno lahko velika poslovna priložnost, kadar uspeš prepričati ljudi, ki tam imajo denar, se pravi, ko uspeš prepričati vladajočo familijo ali pa da je neka tvoja ideja ta prava, takrat potem res lahko zadeva gre v megalomanstvo, tako kaj pač vidimo, kaj je z Dubaja nastalo v 50 letih. Ne. Drugače pa to je idealen hub za potovanje. Jaz moram reči, da tu tam res z lahkoto greš kamorkoli, 6 ur do Evrope nazaj, 7 ur recimo si v Singapurju. In tudi ta regija je tja načeloma ljudje prihajajo, ko bi rekel temu like-minded. In imaš ogromno ljudi, ki drugače razmišljajo, širše razmišljajo in prihajajo. Je en tak svetovljanski hub, ne. Ko je včasih rekel, ne vem, New York, ko je tole, recimo London, je sigurno tudi Dubaj en tak področje. In z tega vidika tam pač lepo biti vse medno. Vaša karierna pot je resnično bogata. Pa me zanima, kaj bi takole na začetku rekli, kaj vas pravzaprav najbolj determinira na dolgi rok? Že omenjeni magisterij iz biokemije in molekularne biologije na medicinski fakulteti ali doktorat iz biotehnologije, delo kot patentni zastopnik, kot pravzaprav borec zoper kopiranje, podjetje, kot je podjetje Lek ali Knauf Isolation. Kaj vas je recimo najbolj tako nekako determiniralo? Ja, po mojem smo šel kar nazaj tisto vprašanje, ki je bil prej okrog znanja. Mene je zmeri zanimalo pač. In kjerokoli zdaj bom rekel, kjerkoli sem delal, je bilo vedno nekako tako, da je tisto delo, kar sem mi predstavljal, da ne bi delal, bil neki izziv in pač sem v tem začel pač kopati in stvar širiti. In je bila stvar, moram reči, da nikoli nisem končal pri tem, da bi delal to, kar je moj opis delnih nalog, ampak je zmeri to razrastel in ratel precej večji. No. In to je iskanje moja tista stvar, ki je me najbolj determinira. Mogoče, če gremo nazaj do tistega ovna, ker sem ga omenil kot znak. Zakaj sem rekel? Zato, ker je ena stvar, da je sem trmast, po naravi,
pa v bistvu znal sem sploh še preteklosti to boliti glavo skozi do konca, da sem pripeljal stvari do konca, kar je v korporativnem svetu zelo taka, rekel, vrlina, ne. Mogoče gre pa zdaj vidim, pa ta, ne, da mogoče ni treba vedno do konca prijeti, ne, da ni cilj tisti namen, ampak da je včasih že, če samo prehodiš pot in potegneš ven vse te learnings, ki so ti bili namenjeni, ne, je že lahko dolg čas bil namen in da ni treba zmeri glave razbiti na koncu. No. Tako da to je en tak. Ampak je res zanimivo, ne, da ste začeli opis svoj s horoskopom. To je zelo nenavadno. Prav za moške goste v tem podcastu, torej ognjeno znamenje, ne, verjamete v horoskop? Ste si recimo naredili natalno karto? Nisem. Verjamem v horoskop v tej smeri, da načeloma karkoli preberem zmeri o sebi, o unu, ali pa o podgani kot kitajskem. Aha. Načeloma se vidim noter. Ne. Se ne vidim vseh ostalih, nobenega drugega znanja. Verjamem, da te zvezde neki, kako so planeti postavljeni, neki determinirajo in neki povejo v nas. In ja, definitivno nek moment je, ki izhaja s tem v našem življenju. Ne. Vam je ta narava pomagala, da ste zelo stoično ali pogumno opravili obisk tajnega ruskega laboratorija za biološko orožje? Namreč to je fascinantna stvar, namreč veliko teorij zarot je vezanih na to zgodbo, veliko mitov, laži, pretiravanj, na drugi strani pa tudi veliko prikrivanja. Kakšna je resnica o teh tajnih ruskih laboratorijih za biološko orožje? Ta izlet je bil, bom rekel tako, takrat nismo niti vedeli, kam da res gremo. Kupovali so se neki mikroorganizmi, ki proizvajajo zdravila proti holesterolu. Pot je prišla slučajno tja, da so to razvili, ta sev mikroorganizmov v Rusiji. Šli smo tja pogledati, kako to zares so delali, pogledati njihove papirje, če je papirologija v redu, če so res to razvili oni in tako naprej. Tako da nisem niti vedel, da je to nek skriven laboratorij. To se je pol pokazalo, ker ga nismo najdali na zemljevidu, ne, tega mesta. Ne. Ja. Mislim, tle sva z našim angleškim pravnikom prišla v Moskvo, glih tisti času po krizi in začela se pogovarjati s tem našim predstavnikom tam, da pač rabimo iti tja pa tja, ne. Pa smo začeli to iskati na zemljevidu, ne, in to ne bilo 40 km od Moskve, pa 40 km od Moskve tega mesta ni bilo, ne. Tako da smo to, tako se je, zgodba začela in potem se kaj pripeleš, ne, kaj vidiš te, impozantne zgradbe, ki so včasih mogle biti res velike, in pol vse, kaj je tam noter vse bilo, koliko so imeli enega, kako recimo takrat že 10 let ni bilo skoraj nobenega financiranja, pa so bile še zmeri naprave tako moderne, ki bi, marsikaj na slovenskem laboratoriju v tistem času nisi videl, ne. Tako rečeš, wow, kaj to mogli biti noter, ne. In tako res fascinantna zgodba in tudi, ko je ta profesor se malo razgovoril, kaj so vse delali, v katero smer so pač to vse skupaj razvijali, je bilo tako. Rečeš, to je pa kaj en James Bond film, ne. Ja. Zdaj sem pa del tega, ne. Ja. In pol, ampak moram reči, da nisem tem nisi razmišljal, ne. Sem nazaj prinesel, se pravi ta prve vzorce teh sevov, s katerimi smo pa naprej delali, ne. Čez vse meje v 2 velikih eprovetah, tako zavito en tak časopisen papir v notranjem strašljivo v resnici, ne? Jaz pa nisem razmišljal o tem, da potencialno delam kako narobe, da bi lahko tako je bila takrat zgodba, ne, in to je bilo, če mislim, to sem bil 25 let, ne, to je bilo super, ne, je bilo to, wow, kaj se dogaja, to je super, ne, pa čez, ne vem, 14 dni pa pošle naš ta angleški pravnik pravlej, a vidiš mojo kopalnico, ne, pa reče, kje je tvoja kopalnica, ne, pa ena slika, ki je pa v tem hotelu, ki so bila, je bil mafijski, bom rekel, obračun, so razstrelili tistih 20 nadstropje tam zgoraj in je bilo tako luknja na tistem, tako da rečeš, kje sem jaz bil, ampak en me mora res čuvati, da niso več tam bila, ne, pa tako naprej, ampak ja, tako ta zgodba pride, jaz moram reči, bolj kot to, da si bil del nečesa tazga, ki ni glih vsak ne doživi, ne, tako to je pa zanimivo, ne. Strašljivo, atraktivno, kaj ne rečem, razburljivo, res James Bondovsko, ampak če greva naprej, omenjali ste že to kratico, ne, ki je nekakšna determinanta, vodilo poslovanja sodobnega ESG, ne, ampak zdaj, ko poslušamo, ko beremo in ko opazujemo veljake, politične odločevalce, naša vera v ta ESG vedno bolj usiha, ne. Namreč
Dejstvo je, da ne samo svet, ampak tudi Evropa na široko odpira denarnico za orožja. Kako pravzaprav ta oboroževalna vnema sovpada s kratico ESG? Nikakor. V bistvu to kaže na to, mogoče, kako smo, prava beseda, to licemerski, da v principu je ta trajnost bolj ena zgodba, ki je bila super floskula, dober marketing, dober PR za vsakega posameznika, ljudje pa zares tega noter niso verjeli. In tukaj moram reči ena stvar, kaj ogromno časa zdaj preživim v Singapurju. In v Singapurju sem zelo presenečen, ker se pogovarjaš sploh recimo z predstavniki njihovih državnih skladov, Temasek ali pa GIC, vidiš, da oni so nekako porinili na stran ta reporting. In so rekli, to nas ne zanima, zato ker to je samo delani kljukc. Pravijo, formalnost. To ni integracija teh vrednot, vsega tega razmišljanja v poslovanje. Oni so rekli, tako in tako, če zdaj pogledamo drugače, ta ESG, pravi, profit, tako in tako prihaja iz tega. Mi smo kot singapurska država in singapurska država je pač vse na koncu rečemo temu ljudje, so tisti, ki so investirali noter, zato imate vi profit kot firme. Na drugi strani regulativa pa to, da boste pač to okolje, to je normalno poslovanje, ne moramo poslovati, da ne vemo, ne snažujemo, da sporočamo in tako naprej. Pravi, ampak kaj pa vi kot podjetje nazaj vračate družbi? In so v bistvu se ta vprašanje obrne, ker nekaj ugotoviš, do principu večina relativno malo, in potem se najde vsi skrivati zadaj za ta, ker je včasih to popularna, ta nadnestečena kratica CSR, Corporate Responsibility, in se pravi, da malo charity-ja, da malo doniram tukaj, doniram tam, si uperem slabo vest, ampak kaj zares pa ne naredim, in tukaj se doskrat, recimo, tukaj ta ena stvar, ki jo odstaviš, v principu lahko začneš pri svojih zaposlenih, In če svoje zaposlene pripelješ do tega, potem oni s tem svojim navdušenjem, s tem, ki bodo dali samega sebe noter, ki bodo pozitivno živeli, vplivali tako na podjetje, vplivali na koncu doma, na svojo familijo, na kupce, na vse, ki pridejo v stik s tem. In na ta način bi se sprožilo pozitivno gibanje tega. In tako da oni imajo oni dva koncepta zelo tam promovirajo. En je, pri tem pravijo responsible wealth creation, se pravi, seveda kreirati vrednost, in ni nič narobe ustvarjati profit, ampak to delati na tak način, da vsi nekaj dobijo, da dobijo, se pravi, vsi udeleženci, od tako zaposlenih, seveda tudi delničarji morajo dobiti svoj del, ampak tudi kupci in dobavitelji, okolica, ki je okrog, in sploh poseben poudarek zmeraj pride na to, na bodoče generacije, da ti načeloma moraš, da tvoja naloga je, da ti si samo ena vrste steward, da ti si samo skrbnik, ki moraš podjetje predati v boljšem v boljšem stanju naslednje generacije, kot si ga dobil. To je edina tvoja naloga. Tako bi morali s planetom podjeti. In to je ta radikalno razmišljanje. In recimo, jaz tukaj notro vidim, je sicer z poslovnega vidika to težko, ker kar nekaj zložiš skupaj ogromno stvari, ki po tej klasični ESG logiki ne grejo skupaj. ESG je kost, je strošek, pa compliance. Če ga pa tako obrneš, pa kar nekaj to rata zgodba, priložnost. Rata priložnost za iskanje sodelovanja, za inovacije, za vse skupaj in poženeš čez drugačen način razmišljanja. In tukaj je recimo stvar, kjer jaz vidim, da je ogromno prostora v Evropi. A menite, da ima Azija nasplošno, glede na to, da vemo, da so tam res dolgoživa podjetja, družinska, stara več 100 let, tudi 500, ne vem, da ima to v svojem, bi rekla, naravnem DNK-ju, kolektivnem DNK-ju, to razmišljanje? Jaz bom eno stvar, spet se vračam nazaj k tem Rusom, Enkrat smo delali z enim ruskim inštitutom za neuroznanost, neuroscience, in oni so zelo tako vso globalno mapo naredili tega, kako kdo razmišlja, na kakšen način razmišljajo, kam so, ko bi rekel, kakšen je način, kakšen je mindset posameznih teh kultur. In ta jugovzhodna Azija je zelo taka, zelo mehka kultura prihaja, zelo veliko dana community, na družino, na te mehne vrednote, na okolje, na vse skupaj. Ni recimo, če rečemo temu vzhodna Evropa včasih ali pa Rusija, je bilo zelo trdane, zelo za preživetje, zelo kratkoročne stvari, zelo in moče tudi individualizem, ampak oni pa samo imajo ta smisel, drugačen način narejen. In se poznatam in ta podjetja družinska res, ko bi rekel, sledijo, precej generacij
istim vrednotam, še vedno, še zmerno ustvarjajo, kar ustvarjajo, z istim namenom, kot je mogoče njihov pradedek ustvarjati začel tukaj časa nazaj. In to seveda tudi cenijo. V Sloveniji pa imamo velike težave z nasledstvom v družinskih podjetjih. Kot da ne bi nekako začutili tega družinskega naboja, te družinske strasti ali strasti naših prednikov, ali pa ne znamo prenašati pravzaprav tega navdušenja. Ampak kakorkoli že, vi imate ogromno izkušenj v velikih korporacijah, pa v enem trenutku ste začutili, da vas korporativni svet utesnjuje. Utesnjuje in pa prazni. Ko berem vaš zapis, pravzaprav se ujamem v zanko neke tesnobe, kako lahko človek s tako bogato kariero, s takimi miselnimi vodili začuti praznino in ugotovi, da se več ne smeje. Se danes več smejete? Definitivno. Mogoče je tukaj ena stvar, ko pač odraščamo in nadgremo, padamo v ta šolski sistem, pa potem naprej, ko prejš v korporacijo, nekako so vrednote, tiste vrednote, ki so nekako nam jih postavili, je bila vedno ta, sigurno ena vrednota rata denar, ena stvar rata karijera, kje sediš, pozicija, bile so vrednote, ocene, ampak tako rekel, in to so stvari, ki pač v tem svetu, v poslovnem svetu, so bile vse zelo, dobro prepoznane in so tiste, ki jih, ko nagrajuje se, in to nekako se navadimo na to, to je tako, kot kula, ja, da tačko dobi sladkorček, da taček priboljšek, tako smo pa mili, bomo pridni, bomo delali to, kar hočejo, pa bomo spet dubli, bo spet plača ratela višja, pa bo napredovanje, pa bomo pa tretje in si nekako v tem ciklu in na koncu pozabiš, da misli samo zato, da boš bil kuža, ko boš tačko dajal, da se za nekje še nečesa drugega tam. Ampak potem vidiš, da nekako težko se poidentificiraš, jaz moram reči, sem rado. Prej so bili ti, rečem tem KPI, ti kazalniki, ključna stvar vse, profit, prodaja, ta kost. In si to sledil in si to delal in si pač nekako smatral, da je to najbolj logičen, da tudi vsi ostali okrog tebe to isto vidijo in zasledujejo. Ampak potem pa zdaj, kar sem začel popolj dogajati, začneš pa sprašovati, jaz kaj čutim kakršnokoli, emotivno navezanost na to, kaj pa ta številka pomeni, a pa se končno zdaj lastniku ne pomeni 7 milijonov več ali pa manj, v principu nič, In smo rekli, kaj pa globi meaning tega, več pomen tega. In meni tako, ta pot je bila zelo smešna. Mi smo v eni fazi, leta 2016, je eden od Knauf, teh članov familije Knauf, ki so v bistvu ustanovili ta modern, pa postavili ta modern Knauf skupaj, je prevzel kot CEO podjetje za 1 leto in z njim smo tako imela zelo turbulentne stvari, ampak star je bil po 80 let takrat, ko je to prevzel. In je rekel na koncu, smo imeli letni razgovor, rekel, jaz ne bom nič razlagal, vse si super naredil, vse super, najbolj zadovoljen, najboljši marketing direktor kadarkoli. Je to v tistem obdobju bila ta pohvala, ko ste pravzaprav prešli iz 1,2 milijarde na 3 milijarde evrov? Takrat smo zaključili en velik restructuring, ki je bil tako ni bil najlažji, ampak smo stvari obrnili na način, da se je ta pot navzgor lahko začela. On je rekel, Saša, edini nasvet, ki ti ga dam, rekel, smile more. To je tako pri meni ostalo. In jaz tako zaključil letni razgovor. Po dobrem letu smo zaključili smile more, jaz sem čakal, ne vem, bo nagrada, bo bonus, bo karkoli. In so s tem zaključili. In to je tako nekaj meni ostalo v zadnji, se neko frkavaš. Pa to ostali, in pa to tako za mano pljuvali. In potem res enkrat, to piše, da sem rekel, enkrat je prišlo, enkrat sedim tam v Tokiu, zjutraj se zbudim, ko se počutim čuden, prazen postelj in začnem razmišljati o tem smile more, da se res, jaz sem se pa nazadnje smejal, in se ne spomniš, da se nazadnje od srca nasmejal. In pa je prišlo to razmišljanje, kolikrat se pa smejim, smejim se, kaj, za rojsten dan, nov let praznujemo, budžet naredimo, gremo na dopust, ampak to je toliko malo dogodkov, Zakaj vsak dan ne najdem? 15 razlogov za smejati se? Se milijon let, na koncu se žena nasmeji, pa se ti nasmejiš nazaj, pa je že to lahko en lep občutek, pa da to zaznaš. In sem videl to, da v principu spuščam življenje, da spuščam stvari in da ni nobene stvari, da so dogodki bolj zapisani pri meni v glavu, kot kronika, ne da bi se spomnil, kaj sem zares čutil. Vse je
vse je črno-belo, ne. Ni pa barve pa zvoka zraven okrog, ne. In to je bil tak stvar in potem začneš razmišljati o tem, kako pa zdaj to najdete, ne. In tisto, kar pravijo, super, ne, super, poiščeš, kaj je to. Ja, ni tako simpel, ne, ni tako enostavno. Jaz sem opazil, predvsem ta velika stvar, da najprej začneš razmišljati o tem, kaj me veseli, ne. Pa potegneš ven to, kar je bilo nekako privzgojeno, ne. Ja, veseli me, kaj napreduješ, kaj to. Sprav te materialne stvari, ampak sem to res jaz, vse to vse imam. In pa začneš iskati, ne, in se enostavno ne najdeš, ne. Za mene je bilo tako, mi smo potem, časa delali to korporativno kulturo, en tale projekt, in smo začeli delati skupaj z Janekom Muskom, s profesorjem, in on je na vrednotah en tak ključen, in on je rekel, prav, veliko stvari, psihologija, tako pa drugač, veliko stvari je nejasnih, vsak človek je drugačen, ena stvar, ki drži je ta. Če živiš v skladu s svojimi vrednotami, in bolj, ki živiš v skladu s svojimi vrednotami, bolj si zadovoljen, in bolj, ki si stran od tega, bolj si nezadovoljen. In tudi dolžina življenja je s tem zelo povezana. In pa reči, to je zelo super, ampak zdaj treba najti te svoje, kaj pa zdaj res moje. Ja. In tukaj se pa začne potovanje nekega. In zato verjetno te knjige še zmeraj z mano potujejo okrog, ker še zmeraj kaj najdem. Ravno opravljam tečaj kreativnega razmišljanja po Tebonu, znamenitem, verjetno poznate, a ne? In mi je bilo zanimivo ta preskok v razmišljanju, ne? Ta naš why, a ne? V angleščini je why, ampak v slovenščini ga pa lahko prevedemo zakaj in se nanaša na preteklost, a ne? Torej na neko popotnico, ki so nam jo dali starši ali v izobraževalnem sistemu ali naši nadrejeni. Druga različica je pa čemu. To se pa nanaša na prihodnost in tukaj je pa tisto bistvo. Ste ugotovili skozi meditacijo, čuječnost, za katere vem, da jih prakticirate, ta odgovor na vprašanje čemu? Bom rekel, mogoče sem dal stran to, da je zdaj tam neka velika zgodba ali pa neki velicga tam. Da včasih je kakšna stvar namenjena samo temu, neki zelo majhni, kratkoročni stvari, da neko stvar delam samo zato, da se bom mogoče nekaj naučil, ali pa da bom nekaj spremenil in bo to potem za nekaj dober, kar še niti ne vem, kaj bo. Ne. In to je mogoče najtežje včasih, da se sam prepustiš temu življenju in ne bom rekel, da sem dober v tem. Veliko se upiram, veliko stvari naredim tisto, ki mi ga prav notranji občutek, da je pa to narediti, ne. Ampak še zmeraj tisto, možgani pravijo, tako je treba narediti, tako bo prav. Ne. In samega sebe v bistvu uropaš nekih priložnosti, da bi lahko nekaj res najdel, nekaj drugačnega, ker če delam vse tako, ker možgani pravijo, da je logičen, bom zmeraj naredil več ali manj isto, ali pa podoben. Si ne spustim, da bi šel nekaj drugam. Ne. In ta iskanje tega why se mi zdi tako, da vidiš, kaj vem, trenutno recimo, če rečem, kaj bi tisto, kar bi si res namen bil tega, je mogoče to, da čim več ljudi jim pomagam čez tako potiti, ali pa bom rekel, jih podpiram v tem, ker gre čez podobno pot, kaj jaz, ker verjamem, da nisem edini, ki v tem korporativnem svetu se kar nekrat ni počutil več kar riba v vodi, ne, in začne razmišljati, da bi rad imel kaj več, pa govorimo skozi temu work-life balance, pa vse skupaj. In verjetno nas je veliko takih, ki o tem ne govorijo. Ne. Mogoče sem jaz prišel zdaj do te faze, da to povem, da jasno izrazim, kaj čutam, ne. Vem pa, da ni bilo lahko. Ne. In če mi uspe še koga pogumiti, po drugi strani pa se mi zdi, da ta način, ko bomo pristopanje k poslu na drugačen način, spet potrebuje nek pogum. Ne. In da to je pa ena stvar, ki tudi lahko jasno s svojimi izkušnjami in z tem, kar se je zgodilo, da zdaj ljudem pomagam to premagati. In če s tem, bom rekel, spremenim življenje ali pa pomagam 10 ali pa 50, mogoče že s tem mojim uspehom. In zadovoljstvom. Ja. In verjetno ne ta precenjena sreča, ampak notranja radost in notranji mir. Točno to. Recimo, zadnjega sem čisto razmišljal, kako sem se dobro počutil, tako, da zdaj pa res delam tisto, kar hočem delati. Ne? Pa mi je pa na drugi strani prišlo, ampak, ko sem prišel, kako pa zdaj ta biznis gre, ne? Koliko pa zdaj ti zaslužiš pa to? Sem v bistvu pa razmišljal, nisem še ne zaslužil s tem. Ampak sam neskončno uživam, kad to delam. In sem razmišljal zdaj, in pol me pa malo tisne, a sem zdaj zato, ker zdaj sem rekel že 2-3 mesece, se okrog ukvarjam s tem, pa se mi pogovarjam, pa se ljudi navdušujem, pa ljudi skupaj neke projekte nastavljamo, pa zato, ker nisem še, a sem zdaj zato loser, a sem zdaj zato
ker nisem nič še naredil, nobenega denarja nisem tega, v bistvu denar porabim za to. Ali v bistvu sem res dosegel to, kar sem hotel doseči, da delam, da vsak jutrek se zbudim, da z veseljem delati. Ne? A ni to pravzaprav nekaj najlepšega, če je to plačilo samo pozitivna kolateralna škoda tistega, kar radi delamo? Je, ne, ampak v bistvu se pa vsem pojavil ta dvom, ne? A je to zdaj to, ne? Vrednosti, Tiste lastne vrednosti. Ja, na ta način družba bi to ocenjevala drugače. A zdaj imaš podpisane velike pogodbe, a delaš zdaj za, ne vem, prej je bila to zmeraj neka velika korporacija, prej je bil Novartis, ali tak Knauf, vse multinacionalke, milijardne, sedeti gor na vrhu, je bilo to neki, a imaš, kaj pa zdaj title, ne? Kaj pa je naslov? Ampak tukaj sva na točki definicije uspeha. Ali je uspeh velika pogodba, pa na nočni omarici plejada antidepresivov in pomirjeval, ali notranji, ja. Diskutable, ne? Bistvo, jaz rekel, žalostno, kruto. Ne bi smel biti, v principu bi mogel biti to, da je tista notranja zadovoljstvo tisto ključno. Je pa dejstvo, da te potegne. Ne? Jaz vem, tudi na koncu tudi mene še zmeri potegne včasih, mislim, velikrat v ta staro. Zato, ker tam sem navajen, tam sem doma in ja, tam je draž, ne, kad se enkrat pogovarjaš, kad veš, da tam nekih 100 milijonov in ti 100 milijonov, da vsi napim, kaj to pomeni 100 milijonov in pa še ti naredijo še strah, kaj pa če tega ne dobimo, ali pa če, kaj pa bo, kaj bomo to dobili in vse skupaj za to. Pa krem tak, ko bi rekel, zkreiraš nek pričakovanje, neko zgodbo, to je pa zdaj to, če bomo pa to naredili, bo pa vse drugače. Nič ni drugače. Knjiga Wabi Sabi je, torej japonska modrost za popolnoma nepopolno življenje, je verjetno kar dober odgovor, pa verjetno ne toliko knjiga, kot pa razmišljanje o ljudeh, ki živijo na oddaljenih japonskih otokih, so najbolj dolgoživi na svetu, Japonci, ki uživajo v slogu ichigaya, in ugotavljajo, da najlepše stvari so preproste. Druženje z prijetnimi ljudmi, vrtnarjenje, da si priskrbiš pravzaprav tisto osnovno eksistenco, ne? Hrana, streha nad glavo. So to neki novi razmisleki, najbolj ozaveščene, recimo svetovne populacije, back to the roots. Jaz bom tako rekel, ne? Po moje, ta del, ki on govori, ki ga so zdaj lepo popisali, je v principu del tega, kar je verjetno japonska kultura nekako bila v osnovi. Ne. In tako bi že govoril, če tole knjigo Sašina se bere, ne, kot verjetno še zmeraj živijo, ali pa velik del teh plemen, ki živijo malo bolj odmaknjen, pa se ne pustijo čisto socializirati po naši logiki, socializirati na naš način, še zmeraj živijo na podoben zadevo, ne, na podoben način. Ne. In ravno te Japonci, kar jaz sem na Japonskem kar nekaj časa preživel, moram reči skoraj vsak let, še preteklosti skoraj po en mesec, ki je bil tako nekako poslovno zadeva narejena, tako da sem enih 20 let, skoraj 2 leti, če se štev skupaj do tega. Res mi je občudoval to, kako so zelo uvidevni en do drugega in kako v bistvu, kljub samo temu, da časih tak stres skupaj najdejo mirne. Videl si pa tudi to, da pač ta moderna družba, ne, pa ta pričakovanja, pa vse skupaj povzročijo pa ogromno enega stresa. Ne. In vidiš potem to, da recimo smrt na delovnem mestu, veliko samomorov in tako naprej. Ne? In nič vidiš, ne, sem videl tudi te kolege, s katerimi smo delali tam, ne, kako je bilo treba iti vsak večer ven piti, zato da se da si pozabil, da si otopel. Da se ventilčki odprejo. Ja. In pijejo do mrtvega in naslednji dan spet sedijo za isto mizo in isto delajo in spet to in to repetitivne in vidi, da ta družba pač ima eno zelo dobro osnovo, ampak potem, ko pa ti ljudi iztrgaš iz tega osnovnega dela, ko iz komunitije enkrat postanejo, ko ostaneš samo ti, pa delovno mesto, pa potem tvoj kondominijum ali pa tvoj stanovanje, ker si spet sam, ne. Tem se pa verjetno to zgodi, ne. In klej je ena taka stvar, ki jo vidim, ki Saša propelala, če je bila ta, ne. Ko se ta ljudstva iztrga ven iz tega njihovega okolja naravnega, kjer se počutijo, kjer so oni ukorenjeni, ne, se zgubijo. Ne, in če gledaš zgodbe, ne vem, Aborigинov oziroma teh First Nation people, avstralskih, ali pa če gledava zgodbo ameriških native, pravim indijanci, je zgodba ta, ne, ko se predstavljajo ven iz tega njihovega, so zmeri zgodbe, alkohol, prostitucija, droge in tako naprej, ne, ker se enostavno ne najdejo. Ne. In zanimiva je zgodba, recimo zgodba Masajev, ne, iz Kenije, kjer pa zavestno, kljub temu, da so imeli možnosti študirati to, so bili v mestu, se vrnejo nazaj.
In v bistvu pogumno odločitev, da daš ta komfort tega modernega sveta stran, rečeš, ne, jaz bom živel na ta način, s svojimi temle, ker tukaj najdem svojo srečo in tukaj imam svoj purpose in tukaj imam vse skupaj. Ne. S tako lekcijo smo pravzaprav, če že na intuitivni ravni, ne, odvisno kakšni smo bolj introverti ali ekstroverti, družabni, nedružabni, ne, ampak definitivno tako lekcijo smo dobili v pandemiji in smo ugotovili, da pravzaprav se neke najlepše stvari zgodijo, ko smo povezani in tudi vzgoja otrok v vasi, v plemenu je veliko bolj zdrava, kot pa v nekih individualnih družinah in tako. Ta pleme, ta skupnost nas navdihuje, nam daje neko popolnoma drugačno opolnomočenje. V bistvu mi rabo nekam pripadati. Ja, tako. Ta pripadanje je in jaz sem zgledal zanimiva zgodba, tukaj sem rekel, moj ta prebujanje, ki se je začel ravno skozi ta COVID, ker smo že štartali en program za zaposlene, ki je bil namenjen temu, kako zdaj v tem času COVID-a, ko smo vsi pač v svojih bublih zaprti, se vidimo samo čez ekran, kako nekako vseeno stvariti občutek nekega communityja, neke povezanosti, nekaj tega. Ne. Smo ta program štartali Living Sophia Way, ki je bil namenjen temu, da nekako greš čez to pot, poiščeš samega sebe, pogledaš, kaj je tebi autentičen, najdeš nek skupaj alignment z vsemi ostalimi, rekel, prijatelji ali pa s tistimi, ki so s tabo na kolu in potem skupen purpose in na koncu, da najdeš načine, kaj takrat, ko je pa slabo, ko si dol, kako ustaneš, kako se dvigati gor. Ne? In to je bil en tak zanimiv program, kjer moram reči, da mi smo takrat na Zoom kolih, očitno 20-30, ampak potem si kar naenkrat ugotovil, jaz sem zmeraj nekaj sovražil te penta, jaz pravim 1-1, face-to-face kontakt, ampak tam pa je nekako, ko smo imeli te Zoom rume, pa si začel deliti stvari, zelo globoke stvari, deliti z sodelavci ali pa z ljudmi, ki jih nisi niti poznal. Ne. Si kar enkrat videl, ker enkrat vse te maske padejo dol in vse skupaj, da smo v bistvu vsi ljudje zelo približeni, enako ranljivi, enako razmišljamo. In so kar enkrat povezave ratale in se je stvar prelevila v to, da smo na koncu iz tega, ker je bil v bistvu en tak poskus, ko bi rekel temu, pomagati ljudem preživeti COVID, je nastal program za spodbujanje korporativne kulture, čez kjer je šel cel management v Knopf Insulationu, sprav 200 ljudi in res je postal to ene vrste tak lep bonding, kako so kar naenkrat te ekipe postale, bi rekel temu, so se bolj povezale in so ljudje kar naenkrat začeli en drugega videti, ne samo to, ti si kolega, ki to delaš in to dela, ti nisi več samo direktor supply chaina, ampak si kar naenkrat, to je human being, da bo zadnji nekdo, ki ima svoje strahove, tem nekdo, ki ima svoje želje, tem nekdo, ki ima svojo osebnost in ko začneš to nekako zlagati skupaj, so reči čiste kakšne dinamike ratale v odnosih v ekipah. In tudi ljudje, eni so, moram reči, zelo dobro kupili to in zelo začeli živeti in spremeniti sami sebe. Govorite že o tem programu Sophia Academy, je to? Ja, to je bil ta program, ki se je pač takrat smo ga zaštartali. Je bil tak res dober program za spodbujanje tega. To je Saša pač ponujala tudi drugam. Stvar smo se zanimivo, da ta koncept je prvič sprobal, pa sem jaz prvič videl v akciji na Expotu v Dubaju, kjer smo imeli 12 dogodkov na podobno temo, da pač ljudje pridejo na dogodek na slovenski paviljon, ki bi se tak, če se spomnili, da je bila lepa taka oaza. In kako zdaj ti si rabo ljudi spraviti do tega, da bi se lahko začeli neko delavnico delati skupno na temo trajnosti in kaj lahko naredimo in za drugega, ampak ti pripelješ ljudi iz tega vrveža vsakodnevno, se pravi, s te nervoze, še tiste gužve na cesti, pripelješ kaj in zdaj jih moraš spraviti v 1 uri pa pol, da začnejo čist nekaj drugega delati. Ne? In je res bilo dobro narediti, kako jih pripelješ čez te čutne, da začnejo čutiti drugače, se pravi, da se mogoče najprej mačkam pogovarjajo, najprej odprejo, potem so bili res ti lep ples punca od Nana Šumrada, je organizirala, res sem tak, si vse čutila si na polnu in še hrana in pijača in to. In potem so ljudje vseli, so kar naenkrat se začeli pogovarjati tako. Občutek imam, da sedim z nekom, ki ga poznam že 100 let. In je bil tak pogovor, je bil vedno tako, kot bi se pogovarjali stari prijatelji. In zelo brez teh, bom rekel, kondicioniranja, ki ga prenesemo s sabo. Ne. In eden enkrat tako lepo rekel prav, ful dobro tole. Jaz nisem,
3 ure sem klele, nič mi niste prodajali, pa točno vem, kaj moram kupiti. Je rekel, vse je šlo skozi. In to je bilo res. To je bil en predstavnik iz dubajske municipalitija. In je rekel, pa vse, to je res to. In kaj enkrat ratamo ta človeški del, pripeljamo gor, pa rata čisto drugačen tale. In jaz moram reči, da tega nisem niti začel, če sem pošten iz nekega hudega altruizma ali pa tega. Jaz sem začel to ugotavljati, še takrat, ko sem bil patentni zastopnik, da ti izumitelji jih spravaš, ko se enkrat začnejo dobro počutiti, pa začnejo kreirati. In je bilo skozi meni tisti trik, nekako jih zdaj spravil to zgodbo. In pol kasneje sem enkrat prišel na pot tega Blue Ocean Strategy knjige, ki je res namenjen temu, da kako ti ustvaraš za par dni bubble, kjer mehurček, kjer se ljudje dobro počutijo in kreirajo in se počutijo navdihnjene, da to delajo. Ne? In je to res funkcioniralo. Moram reči, tako v Leku, kot potem v Knaufu, in z tega smo kar precej dobrih stvari naredili. Ne? In pol vidiš, in pol moment, ko sem srečal tudi ta prvi Saša, pa to, misliš, da se da ustvariti tak bubble, tudi tako, da to skozi traja. Ne? In z tega je ta zgodba te korporativne kulture nastala, da če mi na ta prav način naredimo to, ljudje so res pripravljeni, da best in themselves. In pol nadaljevanje so ratali to, ne, da mi zdaj zmeri mislimo, ne, super, ne, zdaj bomo pa ljudi, da bojo super se počutili, pa vse skupaj ne pa delali tisto, kar mi hočemo. Ne. In tukaj sem mislil, da tukaj je pa bila ena stvar, ker je ratala večja sprememba v mojem načinu vodenja. Ne. Avtentičnost, sigurno. Druga stvar pa ta, ne, da zakaj mi vedno postavimo najprej strategijo, pa projekt že naredimo, pa vse zložimo, ne, potem pa probamo ljudi prepričati, da oni pašejo kje noter in da to izpeljejo. Ne. Zakaj ne obrnemo zgodbe, zakaj ne najprej ne vprašamo ljudi, kako si predstavljajo, da bi to na koncu izgledalo, kako ne potvane do tega izgleda, pa potem začnemo postavljati, ko rekel, neke stebre. Neke stebre pa vse skupaj. Ne. Ti ljudem dovolj, da res dajo noter v to sebe, da se res noter čutijo in vidijo. Ne. In tukaj je bila ta stvar, ker sem rekel, ta zadnje stvari v Knaufu in zadajšno bilo videti to, da ko smo to naredili, ljudje veliko bolj kupijo celo zadevo, veliko lažje da energijo noter, drugače funkcionirajo. Ne. In bolj tudi začnejo vse okrog, rekel, manj rad je obsedeni samo z določenimi številkami, ampak rad je stvar gledati celovito. In to je ena stvar, ki me je zelo, rekel tako. Vem, da je to način, ki je veliko lažje, je pa, lažje, veliko večje, boljše rezultate daje. Na drugi strani pa pač manj predvidljiv, ne, ker najlažje imeti enega McKinseyja, da ti naredi strategijo, ne, pa to pripelje, pa rečeš to, oni so podpisali, da to dela, ne, zdaj pa vi pomagajte mi to, zdaj pa vi to naredite. Ne. To je skoraj da ena taka zelo preprosta prispodoba, dajmo se veseliti na poskok, ne? V tem hipu in tako naprej. To so najbolj pravzaprav zavožene zabave. Najlepša stvar se zgodi v spontanosti, ne? In če se vrneva na čisti začetek, ko sem vas malce spodbudila k razmišljanju o inovativnosti Evrope s citatom, da Evropa ne zna inovirati, ne? Morda ne zna več, ker je toliko pritiskov in toliko teh KPI-jev nad nami in toliko kalupov, da niti ne uspemo ujeti čas za razmišljanje. In najuspešnejše zgodbe so se zgodile ravno pod, pravzaprav v nekem prostoru neskončnega razmišljanja. Bojda najbogatejši ljudje, najbolj uspešni ljudje, celo 80% svojega življenja razmišljajo. Ja, in zato si moramo prvočiti ta čas, ta prazen prostor, da se stvari lahko, pripeljejo nam v glavo, ne? Da se zgodijo. In tukaj je, mi v principu, kar danes delamo, ne, je ena taka stvar. Mi 80% časa porabimo za to, da razmišljamo o tem, kaj je narobe v naših življenjih, kako bomo zaprli, vrzeli, namesto da bi porabili 80% časa razmišljati o tem, kaj lahko naredimo več, kaj je več. In tukaj mogoče, ko se pogovarja o tem, kaj se je spremenilo v mojem življenju, bo to, ne. Jaz sem verjetno bil ekspert za identifikacijo in reševanje problemov. Ne. Pa sem jih gledal kot probleme in kot nekaj, kar je pač boleče in kar je treba odstraniti. Ne. Stvar, ki se je obrnila zdaj, je pa to, ne, da vidiš v vsakem problemu vidiš samo izziv. In da je izziv in da je pač to priložnost, da nekaj iz tega več nastane, nekaj drugačnega in da ne samo zdaj zaprem, pa da ratam, sem pa to tako rešil, ker so oni zraven že rešili. Ne. In tukaj je ta, filozofija pozitivne psihologije, ki je noter, ne poskusiti samo pozdraviti, da pridemo do nič. Zakaj ne pogledamo, kako prijeti iz -5 na +5, ne? In ker da bi zmeraj ta
A nekdo zdaj, ki ima, ne vem, depresijo, ne, samo da nima več teh, ko bi rekel, epizod depresivnih in pač to, a ga že naredi to srečnega, ne. Mi lahko s tableti pripeljamo do tiste nule, ne. Ampak ti še zmeraj ne živiš nekega vrhunskega življenja. Noben se vam vpraša, kako ga pripeljati na +5, da bo res cvetel, ne. In zelo dobro je za gospodarsko okolje oziroma za neko družbeno blaginjo, da cvetijo naši liderji. Kako vi vidite sodobnega liderja? Kakšne kategorije bi moral imeti, oziroma kakšen profil človeka naj bi zasedel v optimalnih pogojih najvišja, recimo, mesta? Jaz verjamem, da vsak v principu bi lahko vodja, ne. In da je ena ta glavna stvar, ki je tega vodja, da je avtentičnost. In da če postavimo na to gor vse, kaj bi zdaj vodja delal, ne, kaj ne bi sploh trajnostni vodja delal, pa tak vodja delal, ne, in da spet poskušamo dati ljudi v neke kalupe. Ne. In jaz vidim, da včasih je zadost biti samo človek. Ki ima rad ljudi. Ki ima rad dosti ljudi. In v bistvu ekipa sama stvari potegne naprej, skreira, zato ker pač jih spodbudiš, ker jih navdušiš za nekaj. Ne? Seveda je super, ne, če imaš in ideje, in strukturo, in veš, in znaš to skomunicirati in se skupaj, ampak se nismo vsi vse, oziroma zakaj bi tudi bili vsi vse. Ne? Ampak jaz mislim, da vsi prepoznajo to, ker nekdo avtentičen v svoji zgodbi, v temu, kar komunicira, kar dela, nekako avtomatsko potegne za sabo ekipo. Ne? In če bi zdaj rekel, kaj bi jaz kot svojo ta glavno, rekel, leadership lastnost dal, je to, da znam navdušati, ne, oziroma jaz postanem toliko navdušen nad določenimi stvarmi in da kako govorih v njih. Se to navdušenje nalezi. Se to nalezi. In to je tisto, kar rečeš, mogoče je tudi to največja, zdaj govorijo o teh supermočeh, ne, mogoče je to največja supermoč, če imaš, ne. Jaz sem seveda se lažje skrivati, ne, za pozicijo, za denarjem, za izobraževanjem, za znanjem, za informacijami, za skupine. Ampak to so stvari, ki so zelo tako, ko bi rekel, tudi minljive v končni fazi. Ne? Kaj pa potem, kad gre pa enkrat slabo, pa ni več denarja, ne? Pa ne znamo biti več lideri. Ne? Običajno ravno v vojni se izkaže, da niso vsi generali, a ne, po, bi rekla, neki drži življenjski. Je pa tako, ne, da slišala sem, da lider prihodnosti bi moral dajati svojim zaposlenim prostor, da postanejo njihova, svoja najboljša verzija. Ampak v Sloveniji imamo pa velike težave z zaupanjem in seveda to zaupanje pravzaprav ni kar tako iz trte zvito, kajti imamo težave tudi s produktivnostjo, z dodano vrednostjo, s prebojnostjo, skratka, kup enih učinkov, ki ne govorijo v prid naši blaginji in boljšega jutri. Kako rešiti to zagonetko? Jaz bom tako rekel, ne, v Sloveniji zelo veliko ne delam, oziroma sem zaradi Tilomantov, ki je kljub temu, da je bil pač Knauf Isolation, Škofloga, da sem bil tam pač ten direktor. Ne. In jaz imam vedno občutek tem, da vedno gledamo stvari zelo negativne. V Sloveniji, bom rekel, je prej kozarec na pol prazen, kot pa na pol poln. Druga stvar, nažalost, nekako ne privočimo uspeha. Ta uspeh je zmerjena taka zgodba, ne, če je nekdo uspešen, mora biti tam nekaj narobe, ne? In znamo marsikaj narediti, oziroma mislim zato, da bi tudi nekdo ne bi bil več uspešen in tako naprej. In je to ena taka, rekel, stvar, ki se kle pri nas dogaja. Ne? Drugače, ko pa tako, mogoče pogledaš malo pod radar, ne? Vse ogromen uspešnih zgodb, ljudje so inovativni, je pa res, da pa ni okolja okrog, ne, ki bi to naprej spodbudili, da bi zrastel. Tako kot ste rekli, ne, ja, vodja mora pomagati, da ustvariti ekosistem, v katerem lahko ljudje cvetijo, pa so svoje najboljše verzije samega sebe. Ne. V drugi strani pa še ena pomembna stvar, ne, mora biti avtentični v tem, da tudi oni živijo, da so oni lahko vzorniki v temu. Ne. In tega dvojega skupaj jaz mislim, da mi v Sloveniji ne vidimo. Ne. V Švici ste bili dlje časa, mi smo si vedno prizadevali biti druga Švica. Kaj nas še vedno loči? Kaj je ta Death Valley med Slovenijo in Švico? Bomo kdaj Švica? Bi sploh želeli biti Švica? Jaz moram reči, v tistem času sem bil jaz tam v Lozanu, to je bilo še tiste leto 2005, ne. Takrat so nas še zelo prepoznavali Slovenijo kot vzhodnoevropsko Švico. Tako da jaz moram reči, da tudi
je bil ta feedback nekako skozi. In moram reči, da nisem občutka mogoče takrat, sem pa takrat mogoče bolj idealističen, da je neka velika razlika. Oziroma, po drugi strani, kvaliteta življenja je bila mogoče v Sloveniji slovečja, osnovna kvaliteta življenja. Ne? Ampak jaz pa zmeri pravim to, ne. Meni je kvaliteta življenja, se pravi, po 5 uri, pa za vikend, pa za počitnice, Slovenija je super. Ampak za tistih med 8 pa 5, ki moram pa delati tukaj posel, ki bi tukaj delati, je pa tukaj toliko stvari narejenih, da to ne gre, da to ni prijeten, da z tega vidika raje delam zunaj. Ne. In je to nekako to, jaz meni pravim, Slovenija je super in če bi še ta del uspel obrniti nekako, ne, bi lahko bilo definitivno drugače. Ne. Je pa to, ne, koliko se sploh še ta pripadnost, ne, a delamo skupaj, a dela vsak za sebe, ali poskušamo kaj narediti skupaj. In tukaj se mi zdi, da pa, bom rekel, smo pa preveč razdeljeni. No. Akuten in kroničen problem opažamo že dlje časa tudi v Sloveniji in to je izgorelost. Bi lahko zase rekli, da ste kdaj izgorel, oziroma kaj za vas pomeni stres na delovnem mestu? Kaj za vas pomeni preveliko obveznosti? Da mogoče niste čemu kos, da mogoče česa ne razumete, da je prevelik pritisk, da je to samo v našem mišljenju. Kaj za vas pomeni težek delovni dan, ki lahko vodi pravzaprav v izgorelost? Hočem tukaj 2 stvari poudariti. Izgorelost sem verjetno začutil prvič še v času, ko sem študiral delu v Leku. Ker je bilo tega res veliko. Jaz sem takrat tako pač oddelal svojih 8 ur, kakor bil delal na Štefanu v laboratoriju, študiral na Štefanu v laboratoriju, pač te svoje poizkuse, istočasno treniral košarko, tako bi igral v neko temu profesionalnem Slovanu. Je bilo to ogromno, je bil to 17, včasih 20 uren delovnik, ne, in sem to pač vrtel v ciklih, ne, in si po nekem obdobju, koliko sem takrat star, mogoče 23-24 let, ne, prišel do tega, da je enostavno telo rekel ne. Meni se je to pokazalo tem, da sem imel probleme da sem kar mogel stalno na stranišče hoditi. Stalno. In sem najprej mislil, da je to mogoče zato, ker tam v laboratoriju bilo zelo, pa tam sem spet prehladil ledvice in tako naprej. Ampak se je potem pokazalo, da to verjetno ni to. In ko sem enkrat to prenehal in sem potem recimo za neko obdobje samo sem posvetil tistim stvarem, ki so mi bile všeč, ali pa recimo šel samo služba, ali pa samo košarka, ali pa temu, ali pa šel na dopust, to zginilo, čudežno zginilo. Hvala Bogu, ni bilo to, da bi zdaj me nekaj tako zares podrl, mogoče sem tako mlajši, ni me psihično stvar zadela, ampak stalno sem videl, kako izgleda en tak burn-out, oziroma kam lahko pripelje. In če zdaj to predstavim današnji poslovni del, največji stvar, ker me je včasih so bili ti pritiski pa pričakovanja. In to, kar smo mi pač navajeni od majhne, da moramo dosegati stvari, ne vem, pričakovanje staršev, potem to narediti. Dokler nisem tega razčistil pri sebi, da v principu, če naredim najboljše, kar lahko naredim, je to zadosti in ne rabim narediti nič več. Toliko časa je bil to en tak odzadaj. In ja, se je poznal tudi pri meni s pritiskom, s holesterolom, z, ne vem, želodcem, s preveliko kislino, ne, ampak ko sem enkrat to uspel umakniti, je pa stvar ratala, je pa se res kar čudežno zginile. In jaz vidim danes, da ključna stvar te izgorelosti je res, da mislim, se je pri meni, to, kar se dela tiče, jaz ne vidim, da je najtežji dan je mogoče, ko moram delati z ljudmi, ki smo res na čisto drugačnih valovnih dolžinah. In se pač poskušaš prilagoditi in rekel, ko začnem čutiti, da izdajam samega sebe. To je mogoče stres. To mogoče, pa ne bom rekel, da je stres, ampak takrat se slabo počutim, kad je slab dan. Ampak tukaj tudi vem na koncu, da je to pač moja odločitev. Na koncu jaz se odločil, da bom to delal, da ne bom delal. In je moja odločitev, kako bom speljal take sestanke in kje bom zaključil, kje bom postavil meje. Ne bom rekel, da je to zmeri lahko, pa ne bom rekel, da to zmeri delam, ampak je to postane danes mogoče moj največji stres ali pa slab dan rata, ker vem, da se bomo z nekom, s katerim nimamo nič skupnega ali pa ker ne delimo vrednot, nekaj skupnega vsem narediti. Imate lepo urejeno družino, 3 otroke. Ste se kdaj ujeli v zanko, kako jih motivirati ali jih pravzaprav pušati v izobraževanje, doseganje nekih ciljev, zato da ne bi pravzaprav se iztirili, pa da bi nekako živeli svoj potencial, ali
ste se kdaj odločili, da jim boste prepustili to svobodo? Namreč sama imam večkrat dilemo, na kakšen način svoje otroke motivirati, da ne bi se ujeli v te prehude pritiske, a hkrati, da ne bi pravzaprav teh svojih potencialov kar tako mačehovsko prezrli. Jaz sem imel to dilemo velikrat, sploh recimo, ko vidiš, da pač neki potenciali so, začneš mogoče že sebe, kaj bi se lahko naredil, pa kaj bi to. In moram reči, da pridem v ta, to izkušnjavo, da bi zdaj pa neki pametval, pa da jim neki usmeril, pa se skupaj, ampak se mi zdi, da sem predvsej spustil to zadevo, da na koncu je to njihova odločitev in njihovo življenje. In če gledam pošteno preseb, tudi jaz nisem vedel, ko sem študiral tisto biotehnologijo, pa doktorat delal, nisem vedel, končal v gradbenem podjetju z gradbenimi materiali, pa bil general manager ali pa delal čisto druge stvari na tem svetu. Pa potem celo marketing, ne? Ja. Tako da je v bistvu ne fair, da pričakujem to. Oziroma druga stvar je to, če smo mi v naših časih, so bile stvari še nekako jasne, to delaš. In to potem boš. Točno to, zdaj niti ne vemo, če bo službe obstajale še te, za kire študirajo. In tako, da biti pameten, jaz moram reči, da sem tukaj precej spustil. Vendar včasih moče izgledati, ko tebe nič, ne moš kar pustiti otrok. Mogoče pa ja ne. Sej na koncu, če rečem tako, ta najbolj trpežni so zrastli na ulici. Ja, res. Jih je ulica vzgojila. In mogoče je tudi tukaj, pač neki guidance, pa neko vzgojo, neke osnovne vrednote, mogoče biti vzor v nekih stvarih, ali pa sej sam ne delati tisto, kar ne želiš, da bi delali drugi, da bi jim pa zares neke ambicije postavljal, pa rekel, kaj mora narediti, kako mora narediti, tega pa ne. Je pa težko, ker te zagrab kot starša, da bi malo to organiziral za njih. Ja. Nekaj je, ta trdoživost, ulice, ki lahko kali ali pa uniči. Črno-beli svet lahko, Ali pa če citiram prvega moža NLB-ja, gospoda Blaža Brodnjaka, ki pravi, da so pa danes klubi in klubsko življenje, športne discipline še edino tako zatočišče, sploh ob razmahu permisivne vzgoje, ki dela veliko težav, neka zgodba, ki otroke, naše mlade kali. In da je prav, da vsaj klubi obstajajo, pa me zanima, je bila dobra lekcija košarka v vašem življenju? Jaz mislim, čez košarko sem večino dobil, da bom rekel tega, kar me je naprej vlekel in vsega. Če rečem to, da si navajen, da si pripravljen delati in da pač stvari so, včasih gre gor, včasih gre dol in da načeloma ponavadi se z delom tudi zvlečeš iz tistih lukenj, to je bila tako dobra lekcija. Druga stvar je bila pa ta prijateljstvo. Ekipa. Pripadnost. O tem smo tudi govorili. Ja, tukaj res, mogoče jaz ne vem, če gledam moje prijatelje, večina ekipe, s katerim se zares še zmeraj družim in smo skupaj, je to ekipa od košarke. Se pravi, smo skupaj z nekaterimi 45 let že. Ja. In ampak to je tako, se do nas vidiš in je tako, kad vmes ne vem na časa. Pa jaz sem skozi okrog, ampak ko smo tukaj, je isto, ko smo bili ambente ne gleda, ne cen čez nič drugega, pa mena drugo, rekel prizma ne gleda, kot pač tak si, ki si in te poznajo in vejo in te niti ne sodijo nič, ampak samo pač sprejemajo. In vem to, da bili smo vedno en za drugega, če karkoli dorabo se poskrbi in veš, da imaš nekoga od zadnji, ki te bo zmeri. Se še vrnete na parket? Zelo poredko. Ampak to predvsem čisto zelo praktičnega razloga, da glava je... Nekaj. Glava je še zmeri 30 let nazaj, telo je pa v mojih 53 letih in rezultat je zmeri bil ta, da sem na koncu s kakšno poškodbo šel ven. Raje sem spustil, včasih se zdaj sta najmlajši sinom, ki še igra košarko, se sprava malo na igrišče, ampak ko bi rekel, vem, da nisem. Kako ste pospremili to škandalozno zgodbo z našim Lukatom Dončićem? Verjetno sem bil na začetku šokiran, ko vsi ostali, ampak če pa drugo... Je to ta kruti svet, a je to ena dobra platforma za vzlet? Ne vem, če drugače pogledaš, kruto je to, da te tako presenetijo, pa da sploh za nekoga, ki ni noben sploh pomislil, da bi ga kamorkoli predstavil. Po drugi strani pa, če pomisliš, Dallas Mavericks so vas v primerjavi z Los Angeles. Oziroma, če zdaj gledam pobit, da sem bil 30 let v košarki,
Boston Celtics pa Los Angeles Lakers, to je košarka, ne. To je tisto, ne. Se pravi, se je šel tja zdaj, kjer je res košarka. Tako da, če z tega vidika jaz mislim, da sem mu naredil uslugo in da bo to pokazal. Tako da. Danes torej košarke ne igrate več toliko, kje pa potem najdete ta svoj mir ali to svojo supermoč, ker sva vendarle v podcastu supermoč? Tega, v meditaciji, v kakšnem drugem športu? Rekel, športo verjeten niti ne, še vedno smučam, pa se smučam prej, veliko hodam, naravi, če se le da, tek, mogoče fitness, pa to mogoče zato, ker to bilo praktično na teh mestih, ne vem, in v Singapurju, Dubaju, ki je zelo veliko zunaj, težko počneš, ne. Tako da nekih teh športov ni. Poskušam vsak dan meditirati, se jutri, ko vstanem, joga, če je, ampak bom rekel, sam se glih ne spravam delati, ampak recimo v hotelih ali pa kjer pa je to organiziram, pa to se pa z veseljem pridružim in vidim, da je to, bom rekel, koristen. Mislim, da mi pomaga. Je to za ognjeno znamenje, za ovna dobra stvar, da malce pogasi to ognjevitost ali tudi malce dolgočasja? Ja, kaj pa vem, mogoče je to tako, ne. Kaj pravi, da je treba nekako ravnotežje pripraviti tegale, ko bi rekel, maskulinitija in femininitija vseb, ne. In oven prinaša tisti moški del, ne, in jaz se skupaj brez občutkov križ. Tole, ne, tako da mogoče rabam vsak to časa malo tega. In zdaj edin, še ne do včasih pa zapaše, pa mogoče bi bil malo na tej drugi strani, ker bi malo bolj bil v vatki, pa da kdo za mene skrbi, ne. Tako da, ja, treba nek balans najti, kako samo, tako da tudi ta joga pomaga pri tem. Doktor Saša Bavec, zelo me je veselilo, da ste se ustavili ob vseh teh atraktivnih poteh in atraktivnih okoljih, mimogrede, katero okolje vam je tako pisano na kožo? Recimo pa gremo lahko tudi na puščavo ali pa neko mesto ali neko pisarno, eno tako mikro okolje, kjer se pa optimalno dobro počutite. Mislim, teh je par, ne. Kako sem v puščavi na eni sipini, pa čakaš sončen vzhod ali pa gledaš sončen zahod, je to nekaj, kar se super počutim, ne. Zelo, ko gre na teh mojih poteh, ko si vzamem čas, pa sem nekaj na eni plaži z unim belim peskom, morje poslušaš, gledaš to, je spet super, ne. Te klišeji so v redu, ne? Delajo, ne? Učinkujejo. Niso klišeji, ne. Res lepo, ne? Res lepo, ne. Pa recimo nekaj sprehodov v gozdu, ne. To so stvari, ki vidim, da se res dobro in da samega sebe noter najdem in tudi to je ena taka moja zaveza, da probam teh trenutkov si čim več ustvariti. Ker je to, ne. Če pa zdaj rečem pisarna, mi je pa skoraj vse, koliko so ljudje okrog mene tisti, ali pa če vzdušje ta prav, da to delam, ne. Ko bom rekel, da sem lahko na precej koncih doma se zadeva tudi toskrat, ko mi pravi, kako se ne moš nekaj kar ustaliti, ne. Pa vse sem lahko posod doma, kjer se dobro počutim, ne. Se so že so ljudje okrog enak, like-minded, če smo skupaj temu, v tistem trenutku se tam super počutim, ne. Vse pa pride v dome, pa me pa spet zagrab, pa je treba se preseliti, pa iti. Nekaj pride neka, ko bi rekel temu, ker pri ptičih, ki ve, da se mora preseliti, ker je rata zima, pa tole, ali pa tako pri meni, zdaj pa že 14 dni, da ga me treba iti, ne. Pa se svet tega predstavim. In pri vas verjetno res pol velja, da edina stalnica je sprememba. Naj bodo te spremembe dobre, vse dobro na vaših zasebnih in tudi kariernih novih poteh. Tista kolateralna škoda bo zagotovo dobra in pozitivna. Delajte to čim več in da bodo tudi ljudje prepoznali. Na kakšen način se pa sploh lotevate tega navduševanja liderjev in poučevanja, kaj je pravi lider? Imate kakšne programe ali kaj podobnega? V bistvu ugotavljam eno stvar, da ko poskušam te stvari strukturirati, pa v neki tazga dati, potem da takrat zgubim avtentičnost in da tisti navdih nekako zgine. Najbolj zadeva pride tako, ko se začnem z nekom pogovarjati, pa je neka kemija, pa ko vidimo, da imamo iste stvari, se nekako držijo, potem se zgodba razvije in potem se ustvari nek program. In nikoli ni tisti program, ki bi mogel biti, ko bi rekel, nikoli ni tisti, ker bi zapisal zdaj, to pa jaz delam in poskušam prodajati ali pa poskušam stvarjati, pa zmeraj ta neki, ker je pač v tistem trenutku najbolj primeren za tisto individualno zgodbo. Ja. In tako se mi zdi, da na ta način je edino možno biti
jaz, da sem avtentičen, da so oni na drugi strani ostanejo avtentični. Če ne, oziroma, Smo spet tukaj lupljeni. kdo sem jaz, da bom razlagal vam, kaj je zdaj tisto, kar je prav. Morate sami najti. Pomembna misel. Hvala lepa, dr. Bavec. Lepo se imejte. Hvala lepa, hvala za povabilo še enkrat.